kaj besedo. Hvala lepa organizatorjem za povabilo in Petru za te prijazne besede. Upam, da jih bom upravičil, vsaj približno. Zdaj, jaz bom z enega drugega zornega kota, je bilo precej tega, kar ste že slišali, bo tudi integrirano v moj tekst, oziroma bo komplementarno, zelo koristno tudi v mojem tekstu uporabljeno, da se bom samo skliceval na kolege, ne da bi posebej to razlagal, ker so že ti zelo dobro in učinkovito predstavljali. Zdaj, tole je komunike in vidite, kar dela verjetno, seveda tukaj bom predpostavljam, da je publika take vrste, da čisto osnovnih stvari ni treba razlagati. To je, ki ga je napisal Kardel na svojo roko, ta komunike. In zakaj ga je napisal? Namreč to je dan, ko je izvedel, da je bila v Bihaću zasedanje protifašističnega sveta Narodne osvoboditve Jugoslavije, to je izvedel prek Radia Svobodna Jugoslavija in je v nemudoma v trenutku odreagiral in je bilo zanga tako pomembno, da je kar sam v imenu IOF napisal in ena od glavnih misli je bila tega, da zdaj, to je pa naslednji dan pisal Francu Lesku Školuku, takrat pod Lojze, tudi znam pod Luka, ampak tudi kot Lojze. In tukaj zdaj vidimo, kaj predstavlja to po njegovih besedah. In tudi seveda tukaj vidimo, da to, kar je napisal tam, tako, da ni bilo zato, ker je hotel sam nekako prevzeti odgovornost, ampak vidite tukaj, da je se hotel se samo odzvati na ta izjemno pomemben. Skratka, tukaj vidimo, to so zelo, kaj vse je že takoj predvidel, še predno so se sestali, takrat je Kardel še v Ljubljani v tistem trenutku. Zdaj pa je tukaj že, ko se je že izvršni odbor Osvobodilne fronte sestavil, enkrat v decembru, je to pa bilo že uradno pismo IOF-a Avnoju, to so prav, ki pa zelo podobnem vsebinskem smislu kot prva Kardeljeva misel, skratka, kaj ne bi to vse pomenilo ta zasedanje. Zdaj, to je pa pismo Kardelja Titu, kot vidite, in seveda tukaj, če vidite, tole, pardon, to je že, moramo še malo nazaj, skratka, se že vidijo neki, da vse po čistega konsenza, kaj naj bi to pomenilo, vendarle ni, ne? Tukaj Kardel sintetizira vse glavne misli v pismu Titu, ne? Kako in kaj. No, zdaj pa, to pa je lahko Iva Lola Ripar, prej že Peter Mikša omenil, da je Arso Jovanović prišel v Slovenijo, tudi tem bomo še govorili, ampak za njemu je prišel januarja v Slovenijo in bo kar 2 meseca tukaj tudi Ivo Lola Ripar kot predstavnik vrhovnega štaba in predvsem politbiroja, kjer sta bila s Kardeljem odgovorna vse že od decembra 1941 za zahodni del, neosvobojeni del Jugoslavije, skratka, tisti, ki ni bil pod neposrednim nadzorom vrhovnega štaba in je prišel v Slovenijo, no, in iz njegovih pisem, kjer je ta logika, rekel, oblasti, to se pa vrhovnega štaba oziroma jugoslovanskega politbiroja, mislim, da se mi ni treba opravičevati, če je pač še original jeziku, da to vsi razumemo. Skratka, popolnoma nasprotje tistega, kar je Kardel zamislil. Skratka, to je kot očitek, pravzaprav, da sami imenujejo, ne? No, medtem se v Sloveniji, kot je že Peter tudi Mikša omenil, je Arso Jovanović prišel, in zdaj, to je pa čez en mesec, Kardel piše Titu, ta na levi je Arso Jovanović, in seveda vseh teh sporov zdaj ne bom tukaj obnavljal, ampak bistveno je to, kaj je to pomenilo za izvršni odbor Osvobodilne fronte kot celoto. Skratka, kršitev. In zdaj naslednji korak, Kocbek in Rus, Josip Rus, sta bila pa imenovana že, da
odpotujeta kot slovenska predstavnika od poslanca v Bihač. Tudi so šli že na pot, seveda, vodil je to delegacijo Maček. In so se ravno, ker je nepričakovano prišel od vrhovnega štapa Ivo Lola Rivar, so se v Podturnu srečali in delegacija z Rusom in Kocbekom se je vrnila nazaj v Slovenijo. Medtem sta bila imenovana, kot je pač moram Petra Mikšo vedno znova navajati, kjer sta bila imenovana tudi že nadomestna člana izvršnega odbora, Marjan Brecelj in pa Zoran Polič. In to je bilo seveda jasno, ker se je pričakovalo, da nju ne bo več praktično ali do konca vojne nazaj Kocbeka in Rusa. No, ampak to je s prihodom Iva Lola Ribarja vse ustavljeno in v tej situaciji, bi rekel, je nekako prišlo do neke pad situacije zamrznega in pri tem tukaj, ko je pojasnjuje Titu, kako je ta stvar pomembna z vidika slovenske perspektive, ampak naslednji dan je napisal še eno pismo, je pa to, ki je pa ključen argument za pojasneno, kaj pomeni samoodločba naroda, to načelo za celotno jugoslovansko gibanje. Predvsem kveta veliko srpski hegemonizem, seveda je treba v razredno-ideološki dimenziji vedeti, tukaj je zajet praktično vsi, ki so bili na strani monarhije in pa obstoječega režima, seveda, da ni treba to v nacionalni dimenziji razumeti. Skratka, to je izpostavil kot ključen element in dejansko, to je pa so iz Džilasovih spominov, Wartime, revolucionarni rat v srbo-hrvaščino so bili prevedeni, v slovenščino je bilo predviden leta 1989, da bi šli, pa pač je čas potem bil tak, da ni bilo več aktualno. No, tudi tukaj vidite, da je prišlo do izmenjave mnenj, kjer se je pokazalo pravzaprav, da so Kardeljeva stališča ta prava. Zdaj, v tem smislu bi še tukaj poudaril, da seveda so ta Kardeljeva stališča, potem, ker je poleti oziroma spomladi 1943 prišlo do srečanja, odpotoval je k vrhovnemu štabu, skratka so ustno razčistili vse stvari in dejansko to, kar je Kardelj predlagal, je prevzel celotni ožje vodstvo s Titom na čelu kot, bi rekel, svoje oziroma stališče celotnega jugoslovanskega vodstva osvobodilnega gibanja. Kot da je to ustrezen model. Skratka, uspelo mu je prepričati to, kar sem kot prej Lolo Ribarja nakazal, ki se je pravzaprav razburjal, čudil, kako se vi dovolite in tako naprej, je postal zdaj to, kar je Kardelj, praksa, ki jo je tudi jugoslovansko vodstvo implementiralo v svoj pogled, kako je treba rešiti. In rezultat tega je bilo, to je pot od Bihača do Jajca, praktično je eno leto vmes, ampak to je zaradi različnih dogodkov vmes, ker prej to ni bilo mogoče, kjer je bilo drugo zasedanje Avna v Jajcu, to vsi poznamo, kjer je bilo pač razglašeno, da bo povojna Jugoslavija urejena federativno, na podlagi pravice do samoodločbe in enakopravnosti narodov. Skratka, vse te, na katerih je potem država temeljila po vojni čas in vse ostave, tudi to smo izvajan profesorja Cirila Ribiča, kako je bilo to pravica do samoodločbe implementirana vse ostave in imela tudi pomemben delež pri procesu osamosvajanja kot enim zelo pomembnih elementov. Skratka, vse to je bilo na drugem zasedanju Javna, ki je seveda tudi mednarodno odmeval in potem bom še razložil, kaj je vse to pomenilo. Je bilo, kako pa zdaj, kakšno mesto ima pa tukaj Kočevje? Kočevje je bilo pač na ta, bi rekel, kako naj rečem, organiziranje, ki bo popolnoma drugačno, ker sta bila v bistvu Rus in pa Kocbek takrat imenovana, je bilo tukaj iz strani izvršnega odbora in poslano že v
bi rekel, kot predstavnika slovenskega naroda v izvršnem odboru v Bihaću, je tukaj to bilo mnogo bolj, bi rekel, široko. Tukaj imate Gilasov opis, mislim, en najboljših, kar jih poznam, tega opisa, res izvrsten, ker kaže, da je bil to na nek način pravi spektakel kočevski zbor. Ne? Ampak hočem reči, kakšno je mesto tukaj? Tukaj prvič so organizirali prvič, da bo čim širša legitimiteta, volitve, ki so bile, kar se da, ne bom rekel demokratične, ampak res dejansko na vseh področjih, kjer se je dalo, in imele so vse slovenski značaj, to je treba vedeti, skratka, ampak seveda na nemški okupacijski coni to ni bilo možno in tam so bili pač delegirani ljudi, kjer so bili lahko, tudi na Prolskem so prepozno zvedeli, da bi lahko uspešno v celoti volitve izvedli, ampak skratka, delali so res na tem, da bi bila legitimnost teh od poslancev čim širša in čim bolj demokratična. In en tak podatek, ki to na nek način potrjuje, tudi ta, da potem po koncu, ko so pač Nemci in pa domobranci zasedli Kočevje oziroma te kraje, je kar nekaj od teh od poslancev se vključilo v delovanje nove uprave, skratka, da ne rečem, v bistvu podpirali nasprotnike partizanstva, kar pa kaže, če so bili prej izbrani, skratka, da ni bilo vedno izbrani zgolj izključno tisti, ki bi prej podpirali, bili simpatizerji OF oziroma da je bila podlaga mnogo širša in zares na nek način imela kar se da možno veliko elementov demokratičnosti. V tem smislu, to verjetno bi Jure Gašparič v tem govoru, pač to sklepam glede na podlagi unga videa, ki sem si ga ogledal, no, pa zdaj pač njega ni, to hočem reči. Ampak s tem, to se pravi, ta zagotovljena mnogo večja legitimnost slovenskih predstavnikov, ki so odšli, potem, ki so bili izbrani, druga stvar je pa ta, da to ni imel več samo slovenske dimenzije, kočevski zbor, ampak je bil vzor in konceptualni model za vse druge jugoslovanske narode in pri vseh drugih jugoslovanskih narodov, pri vseh ne, no, ampak kjer se je dalo, vemo, v Srbiji pač to ni bilo mogoče in so bili izbrani predstavniki srbskega naroda iz vrst vojaških enot in tako naprej, Makedoncev tudi trikrat ni bilo, ampak pustimo, ampak načelno koncept, enako je bilo potem na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, celotno je bil to modelski vzor, kjer je bilo pa predvsem bistveno to, da je bila s tem zagotovljena pravica samoodločbe na nek način ohranjena ali obranjena, koncept pravice samoodločbe je bil integriran, ki je bil potem na drugem zasedanju AUNO-ja sprejet. Zdaj, seveda niso bili, s tem vsi tukaj imamo od Kocberkovo kritiko tega in seveda Kocberku res, da lahko damo marsikateri točki, da rečem prav, ne, ampak na nek način je bila pa razmeroma formalistične narave, ne, zakaj to govorim, ker namreč šlo za to simbolno, formalno težo, ki jo je dal kočevski zbor svojim sklicam in potem kot neka faza ki je pripeljala do jajca, do drugega zasedanja AUNO, in seveda iz tega vidika samoodločba v čisti obliki to ni mogla biti izvedena iz preprostega dejstva, ker Jugoslavija kot država je že obstajala, seveda to pomeni za zavezniško koalicijo. In v tem pogledu seveda je bila težava to, ker tudi Kocberk popolnoma dosleden ni mogel biti, ker nam v temeljne točke, ker je bil Kocberk, vemo, znano je, da je zlasti za 4. točko, ki govori o slovenskem narodnem značaju, preoblikovanju slovenskega narodnega značaja, to Janko Prunk, na primer, zelo poudarja, da je skoraj gotovo njegova formulacija, no, ampak 3. točka, ki govori pa o nepriznavanju razkosanja Jugoslavije, je seveda iz najbolj formalistično gledan s pravico do samoodločbe, do odcepitev, da če gremo popolnoma v načelno, v abstraktno, pravzaprav na nek način nasprotju, če že ti imaš nekukeno državo, potem pa znotraj. Skratka, to samoodločbo narodov se je predvsem v tej smeri je Kardelju uspel, da je v okviru že obstoječe države integriral, bi rekel, v sam koncept preoblikovanja države. Pri tem pa ohranil vse te njene stvari. Zdaj, treba se zavedati, da to, kar je bilo drugo zasedanje AUNO-ja in sklepi v jajcu,
to ne samo, da je odmevalo, ampak je bil ta koncept Jugoslavije preurejene po federativnem načelu na prevladi enakopravnosti. Treba je vedeti, da predvojna struktura, ne glede, da je obstala tudi Banovina Hrvatska, uradna ustava je bila še vedno unitaristična in centralistična, nepriznavanje priznavanje jugoslovanskega naroda. Vsi trije narodi, Srbi, Hrvati in Slovenci, so imeli pa zgolj status plemena. Skratka, v tem in tudi še zmeraj je bila tudi centralistična. Skratka, to je bil pravi antipod te ustave. Vemo, da za aprilsko katastrofo je ta koncept ne samo postal vprašljiv, ampak zares sporen, pa postane zlasti s to, kar se je dogajalo z ustanovitvijo NDH in zlasti na tem ozemlju z vsemi, da narečem, bratomornim spopadom, ki ga je seveda, za katerega je ključno odgovoren Hitler z odločitvijo ustanovitve NDH in ta pa svojo politiko genocidno, ki jo na tem prostoru izvajala. Skratka, odgovor tega, kjer je Hitler seveda z namenom, da bo uničil srbsko moč v tem prostoru za trajno, je vzpostavil antipod hrvaško državo, ki ni bila država, ki bi zagovarjala hrvaški nacionalni interes, ampak je bila usmerjena kot protisrbska država, namreč cele vrste ozemlja od Dalmacije do Međimurja, hrvaška država, ne glede, da je bila po nacionalnem ključu neizmerno predimizionirana, dejansko ni bila, ampak je bila zgolj v funkciji vzdrževanja, to se pravi protisrbske teže za Hitlerja. Skratka, v tej funkciji, ki je prišlo do tega bratomornega spopada, je bila pa še ena stvar zelo pomembna, to je pa z vidika celotne zavezniške koalicije, zlasti pa Zahoda, ker namreč Zahod se je s Hitlerovim prodorom z Anschlussom in naprej nadaljnji, ki so pravili do druge svetovne vojne, v dilemi postavil, kaj narediti z novo ureditve. Versailles je zdel, da je prešibak in da ne more zdržati in zlasti kako, ko bo Hitler premagan, urediti Evropo, da bo trajno odporna proti novim poskusom kakšnega Hitlera oziroma podobnim poskusom. In v tem kontekstu je prišlo do idej, da bi najprej restaurirali svojo idejo konfederalne ureditve, celo vrniti Habsburžanov, se razmišljalo, to hitro postane nerealno, predvsem se vidi, da Hitler ni zgolj srednjeevropski problem, ampak da je to največja grožnja obstoja civilizacije in da je bo treba še širše razmisliti. Hkrati pa pride seveda do mednarodi tega prostora ni kakšnega interesa za tako akcijo, potem vstopi Sovjetska zveza po napadu na stran zaveznikov in seveda vsi te kombinacije odpadejo, je pa seveda jasna zaveza, da bodo te nacionalne države treba narediti bolj učinkovite in trdne in seveda ne spreminjanje meja, ampak z notranjo homogenizacijo in proti tega je pol tudi povojni transferji zlasti nemške manjšine, ki ima status pete kolone. Skratka, to je zdaj koncept, kjer pa je poseben trd oreh ravno Jugoslavija. Ne? Zakaj Jugoslavija? Ker Hitler je razglasil debelacijo, skratka je uničil Jugoslavijo kot državo. Seveda zavezniki tega dejanja niso priznavali in so imeli to zgolj za začasno stanje za okupacijo. V tem kontekstu je bila zaveza o obnovi Jugoslavije po vojni seveda non plus ultra za zaveznike kot celoto. Vendar v tej situaciji, kot sem rekel, kar se je dogajalo na področju zlasti NDH, je bilo mišljenje, da je bo sploh mogoče obnoviti, pravzaprav zelo, zelo prisotno. In v tem, ko pride ta koncept, ki je plod Kardeleve inovativnosti, seveda ga je povzel celotno jugoslovansko vodstvo s Titom na čelu in vedno se je seveda kot simbolom celotnega gibanja vedno na Tita to pol reflektiralo, je postalo kar naenkrat izjemna, bi rekel, argument, da se tudi strani Zahoda poda mandat tudi za povojno upravljanje Jugoslavije, oblast v roke in upravljanje Jugoslavije, ker ima edini program, ki nima nobene alternative, ki bo omogočil tudi po vojni stabilnost jugoslovanske, najprej sploh obnova in to stabilnost jugoslovanske države, kjer je treba vedeti, da ta odločitev, ki je bila z vidika Zahoda, seveda so vsi vedeli, da je komunist v tem ni noben dvom in da tudi
kar to pomeni za povojno notranje ureditev. Vendar so pa po drugi strani Zahod dal tukaj prednost geostrateškim razlogom pred političnimi in je seveda tudi Jugoslavijo videl v povojni arhitekturi obnove kot pomemben člen, faktor v tem prostoru, kjer se stika Mediteran, Vzhodna Evropa, Srednja Evropa, Bližnji vzhod, skratka, izjemno pomemben geostrateški razlog v arhitekturi, ki bi preprečevala kakršnokoli obnovo idej, kot jih je imel Hitler. Skratka, v tem kontekstu je ravno Avno bil tisti, poleg seveda drugih, poleg tega, da seveda so ocenjevali, da je Tito najmočnejši človek v Jugoslaviji, ravno zato, ker ima najbolj enakomerno razporejeno, bi rekel, med pristaše, med vsemi narodi, skratka, že to mu je dajeno stabilnost, ampak ravno to je bil, ker begunska vlada med sabo skregana ni zmogla niti enega koncepta, ki bi pariralo temu. In to je bil en ključnih argumentov, se pravi, ne, da to istočasno, kot je drugo zasedanje Avna, vemo, da je bil tudi teheranska konferenca in na njej seveda je bilo Titu pridano ne samo priznanje, ampak partizanom tudi so dobili, so postali zavezniški, ampak zgolj v vojaški dimenziji so dobili pomoč in tako naprej za zasluge, ki so imeli, kar se je potem razvilo tudi v reševanje političnega vprašanja Jugoslavije, kjer so se ravno na tej podlagi je pretehtalo Zahod kot tisti, da po vojni predajo mandat za oblikovanje vlade in s tem seveda tudi predvideno, da bo prevzel upravljanje celotne države, ravno to je bil argument, to se prav drugo zasedanje Avnoja z vsemi svojimi sklepi. Ne. In tukaj imamo zdaj pač en primer, pač A.G.P. Taylor je to, ker je bil eden tistih, ki so v koncu 30 oziroma po začetku druge vojne bil med zahodnimi, britanskimi strokovnjaki, ki so razmišljali, kako oblikovati povojno Evropo po Hitlerjevem porazu. In se pravi, najprej se prvo verzijo, ki je napisal Habsburške monarhije, je bila še popolnoma v smislu, da je treba v bistvu revitalizirati idejo Podonavske federacije. No, druga, ki jo je pa napisal po vojni, je bila tudi prevedena, mislim, da je Cviter napisal uvodno študijo za tole, je pa seveda že popolnoma drugačna, pristaja na nacionalne države kot okvir, vendar v tem kontekstu ravno za Jugoslavijo gre za neko, da rečem, kompromisno sintezo med večnacionalno in nacionalno državo, skratka, rekel, med Versailles in samo pravico samoodločbe naroda. Ne. In tem pač je ocenil tako, ampak to ni bilo, to je A.G.P. Taylor imel malo svojevrstno mnenje, ampak glede teh geostrateških razlogov pa so pravzaprav na Zahodu vsi te, ki so se na to spoznali, temu priznavali pomen. In v tem smislu, če gremo od Bihača do Jajca in se spet vrnemo v Kočevje, ker smo danes, ne, je ravno ta vloga, simbolna vloga Kočevskega zbora, ne samo za Slovence in za Slovenijo, ampak za celotno jugoslovansko zgodbo, ki je pripeljala in ohranila nekako pravico samoodločbe kot aktivno, kar smo pa tudi že prej slišali, kot jaz sem že poudaril, kar ni bilo brez pomena tudi pri, da rečem, osamosvojitvi. Ja, toliko bi jaz povedal. Hvala lepa.